Dobrodošli nazaj. Ja, takole obdelali smo današnjo Dobro z dobrim rubriko, čudovito slikanico smo predstavili. Zdaj pa nam bo Rok povedal, če so tudi kakšne dobre aktualne novičke, če se kaj dobrega dogaja. Rok, povej. Ja, lahko rečem, da je kar dobra. Nevladni organizaciji Fokus in Inštitut za zdravje in okolje sta februarja v Ljubljani izvedli meritve koncentracij dušikovega dioksida v zraku. Raziskava je pokazala, da je zmanjšanje prometa zaradi epidemije ugodno vplivalo na kakovost zraka. Povprečna vrednost meritev je tako znašala 31,4 mikrograma na kubični meter. Je pa v Ljubljani še vedno nekaj črnih točk, kjer vrednost presega zakonsko določeno vrednost 40 mikrogramov. To pa so v okolici Tobačne, v okolici podvoza pri Ortobaru, na Roški cesti, v okolici Kliničnega centra ter pri železniški oziroma avtobusni postaji. Nevladniki med drugim pozivajo k pogostejši uporabi javnega prometa, občino pa, da javni prevoz še bolj približa občanom. Iz ene izmed kritičnih točk se je javljala tudi naša Pija. Pija, beseda je tvoja. Ja, vsi tisti, ki ste se kdaj zjutraj takole peljali na temle križišču mimo tako rekoč Ortobara oziroma zraven Situle, verjetno veste, zakaj je bilo tukaj izmerjena zelo slaba kakovost zraka, kajti zdajle trenutno se je ravno malce sprostilo, ampak to križišče je še posebej znano po tem, da se ljudje radi prestavijo v sredino križišča in tam potem čakajo. Se pravi, ko se nam prižge rumena luč, ne počakamo pred semaforjem, ampak se raje postavimo na sredino križišča, kar pomeni, da onesnaženje ni samo preko zraka, ampak tudi preko hrupa, kajti potem se veliko tudi hupa. No, na tem in še na mnogokaterem križišču v Ljubljani, kot ste slišali, so izmerili zelo slabo kakovost. Več zagotovo lahko naredimo, če uporabimo javni prevoz ali pa mogoče kar kolo ali se odpravimo kar peške. V Ljubljani vendarle stvari niso več tako daleč. Naj vas pa spomnim tudi še na možnost, da če prihajate v Ljubljano, na možnost parkiraj in se pelji. Takšna križišča imate na primer na Dolgem mostu, če prihajate iz strani obale. No, zdaj pa ne vem, ali bi kar počakali na eno od tistih gneč, kajti res na vsake nekaj minut se izredno zgosti promet. Ampak toliko in še kaj več o prometu boste pa že izvedeli prav kmalu. Najlepša hvala, Pija. Ja, najboljše je imeti kolo, zapomni si to, pravi ena izmed pesmi. In res je tako, dajmo uporabljati čim več javnega prometa, pojdimo peš s kolesom in tako bomo seveda storili nekaj dobrega, poleg tega pa bomo razbremenili tudi mestna središča in pa ceste. Toliko zaenkrat z aktualnih novic, Maša, sedaj pa je beseda tvoja. Hvala, Rok, za besedo. Ne bo dolgo ostala pri meni, kmalu jo bom vrnila nazaj k Piji. S tabo se pa gledamo s prometom kmalu tudi. Tako je, ja. Mi pa gremo zdaj v Slovensko kinoteko, namreč Slovenski filmski center, Slovenski filmski arhiv in Slovenska kinoteka v sodelovanju s številnimi partnerji letos obeležujejo 100-letnico rojstva velikega klasika in pionirja slovenskega filma Franceta Štiglica. On je v bistvu tudi posnel prvi slovenski celovečerni zvočni film na svoji zemlji in to leta 1948. No, več o njem bomo izvedeli v pogovoru, ki ga bo prispevala Pija. Govorila bo z Špelo Čižman, ki je vodja muzejskega oddelka kinoteke, prav o 100-letnici Franceta Štiglica, tako da lepo pozdravljeni obe. Tako, lep pozdrav tudi v studiu Figovec. Pravzaprav se res nahajamo na celih 200 metrov zračne razdalje stran. Za vse tiste, ki mogoče še niste bili tukaj, Slovenska kinoteka je ravno v tem nehvaležnem koronskem času oziroma malo pred tem odprla tudi svoje muzejske prostore, ki pa se nahajajo tudi tukaj, če poznate vhod od dvorane Slovenske kinoteke. No, malo pred tem morate zaviti desno in se znajdete v prostorih, prav tako tukaj na Miklošičevi. In kot rečeno, danes bomo govorili o Francetu Štiglicu. Lep pozdrav. Torej, France Štiglic, 100-letnico obeležujete. Za začetek moram vprašati,
1919 je bil rojen, kaj ne? 100-letnica je zdaj malce zamikom, je to povzročila korona? Deloma tudi korona, ampak glavni razlog je predvsem to, da naši novi razstavni prostori niso bili pač dokončani do leta 2019, kot je bilo sprva planirano in se je ta obnova, tako res totalna renovacija zavlekla. Potem pa se je vmes pojavila priložnost, da nove prostore otvorimo z razstavo posvečeno Federico Felliniju, kar se je potem zgodilo oktobra leta 2020, se pravi lansko jesen. In ta razstava se je potem podaljšala zaradi korone, tako da smo potem Štiglica zdaj odprli lahko šele marca 2021, tako da kljub temu vseeno fina razstava in seveda režiser, ki absolutno zasluži, da, ker je to naša prva lastna razstava, se pravi Fellini je bil gostujoča, to je naša lastna in se pravi režiser, ki vsekakor zasluži, da nove razstavne prostore otvarjamo za razstavo posvečeno njemu. No. Pa ravno v času, ko seveda zdaj slišim, da so nove sprostitve, spet bodo tudi kulturne prireditve lahko sprejemale več ljudi, bomo lahko ob razstavi videli tudi kakšne njegove filme? Ja, sigurno bomo, se pravi zdaj v dvorani dali na spored tudi kakšne njegove filme. 30.6. v nedeljo, ko imamo ob 11. uri vodstvo, po vodstvu bo si možnost ogledati film Povest o dobrih ljudeh, tako da to je zaenkrat, kar je znano, bomo pa sigurno še vsemu temu času umestili sigurno kakšen Štiglicev film še na spored. No, se že veselim, prav pogrešam že kinodvorane. Sicer pa tukaj ste se verjetno osredotočili predvsem na režisersko plat Štigličevega življenja, oziroma kaj vse pravzaprav sploh zajema razstava? Ja, sigurno velik del, se pravi, smo želeli predstaviti Štiglica kot filmskega ustvarjalca, kot režiserja, tako kratkih celovečernih filmov, kot tudi njegovo delo, ki ga je ustvaril na televiziji, kjer je ustvaril res 5 prelomnih televizijskih serij. In pa skušali smo tudi prikazati Štiglica kot kulturno-političnega, se pravi, akterja, ker je bil zelo aktiven, se pravi, na tem področju, no, in se pač trudil za vzpostavitev filmske infrastrukture in nasploh potem tudi kot predavatelj na GRFT-ju, se pravi, kot vzpostavljanje nekih pedagoških standardov, tako da smo skušali zajeti čim širši pogled na Štiglica. Kako pa je Štiglic pravzaprav prišel do filma? On naj bi začel s študijem prava, ki pa ga ni dokončal? Tako, on je v bistvu študiral, vpisal se na študij prava, tudi prvi letnik končal, se vpisal v drugi letnik, potem je pa vojna prekinila ta študij. Je pa on že vzporedno, oziroma že v gimnaziji se ukvarjal z igralstvom in tudi v času študija bolj redno obiskoval ure igre na konzervatoriju v Ljubljani, se pravi, se ga je igra veliko bolj privlačila, kot pa zares spravo. Med vojno, se pravi, potem, ko je šel v partizane, je se ukvarjal z novinarstvom, je bil v uredništvu Slovenskega poročevalca, ampak potem na koncu vojne, ko se je začela nekako formirati ta filmska, se pravi, nova filmska dejavnost znotraj, pač se pravi, na novo oblikovana znotraj Slovenije, je njega to tako potegnilo, ker je bilo nekaj novega, da je konec leta, se pravi decembra 1945, bil že kot član Triglav filma, oziroma takrat je bil to še državno filmsko podjetje in bil takoj poslan na snemanje koprodukcije sovjetsko-jugoslovanske v gorah Jugoslavije in to ga je zapečatilo in od takrat naprej, mislim, in potem celo življenje pač posvetil filmu. No. In komaj 3 leta zatem je že režiral prvi slovenski zvočni celovečerni film Na svoji zemlji. Kako to, da on bil takrat pravzaprav lahko že režiser, pa tudi kako malce pozno smo pravzaprav tukaj začeli s snemanjem zvočnih celovečernih filmov, drugi so imeli takrat že barvne. Ja, tako pač slovenska krajina je bila tako, da pred drugo svetovno vojno ni bilo organizirane kinematografije oziroma filmske proizvodnje, tako da je bila to ena od glavnih nalog nove oblasti po letu 1945, da se to formira. Štiglic je s tem, ko so ga poslali na snemanje te koprodukcije,
tam usvojil neke osnove filmske režije, se prvič spoznal nastajanje filma in pač tam preko direktorja fotografije Edvarda Tiseja se pravi usvojil to neko filmsko šolo, osnovno, tam je bilo tudi še več drugih režiserjev bodočih iz cele Jugoslavije, ki so tam nekako se učili. Tako da potem je pač s temi kratkimi filmi, ki jih je ustvaril, potem, ko se je vrnil z tega snemanja, se pravi znotraj Triglav filma, pridobil toliko prakse in znanja, da so ga potem, seveda on je bil šele 4. na vrsti za režiserja na svoji zemlji, vmes so se še 3 zamenjali, ampak je prepričal pač odločevalce s svojim znanjem in so ga, se pravi, določili za režiserja, ki je potem končal ta film, ne. Se pravi, kdo pa je dal pobudo za ta prvi film? To je bilo sigurno taka na nacionalni ravni pobuda, da vsaka republika je takrat težila, da čim prej postane prvi celovečerni film, tako da je bil to leta 1946 razpisan natečaj za scenarij in potem se je leta 1947 začelo snemati, vmes je prišlo do teh zamenjav režiserjev, tako da Štiglic je oziroma novembra 1947 prevzel pol režijo in je eno leto se film še snemal, premiera je bila pa pol konc novembra 1948, tako tak velik dogodek je bil, kot je bila premiera na 2. kongresu Komunistične partije Slovenije. Film se je predvajal iz takrat na novo narejenega projektorja, 35 mm projektorja iz tovarne Iskra, ki je tudi takrat začela množično proizvajati oziroma sploh razvijati filmske projektorje, ne. Tako da je bil to, premiera je bila pa v kinu Matica, to je tam, kjer je danes Slovenska filharmonija, tako da je bil to nek tak velik, težek preizkus za slovenske filmarje takrat, zaradi tega, ker je mogel vse štimati, ne, tako da in projektor delati in film biti všečen oziroma zadovoljiti tem delegatom, ne, tej zahtevni publiki, tako da. Moram pa še razjasniti tole skrivnost. Na spletni strani vam piše France Štiglic Tugo. Kot Tugota sem sama, preden sem to prebrala, poznala samo njegovega sina. Je Tugo torej njegovo partizansko ime? Se kdaj podpisoval tudi on sam kot Tugo na filme? Ne, na filme se ni podpisoval, je pač seveda to njegovo partizansko ime. Mislim, da je ga dodal, da je bil nek prijatelj njegov Tugo, ki je padel v začetku druge vojne, tako da je on pol prevzel to njegovo ime kot partizansko ime in ja, njegov sin potem je bil poimenovan pa kot Tugo Štiglic, ki ga poznamo kot avtorja Poletje v školjki in tako naprej, ne. Pa prej sem slišala, da je tudi igral v enem od Francetovih filmov. Tako, Tugo je odigral vlogo Marka v filmu Dolina miru, se pravi tega fantka, ki z loti išče dolino, v kateri ne bo vojne. Ja, to je ravno Dolina miru je mogoče bil zelo, zelo napreden film za tiste čase. Še za današnje čase skoraj da mogoče. Je bil France Štiglic sam po sebi tak, koliko je imel lahko prstov zraven pri scenariju? Pri Dolini miru je bil Štiglic kar vpet, zaradi tega, ker so skupaj z, se pravi, scenaristom Ivanom Ribičem, pa Štiglic, pa z dramaturgom Vladimirjem Kohom in pa še z asistentom na Francetom Jamnikom res intenzivno delali na oblikovanju scenarija in iskali, se pravi, tisto osnovno zgodbo, ki naj bi se dogajala v Severni Koreji, ne, potem prenesli na naša tla, ampak hkrati v nek prostor, ki ni definiran, ne, ker v filmu ti ne veš, da se to zares v Sloveniji dogaja ali pa karkoli in to je bilo tudi nekaj, kar so potem kasneje slovenski kritiki Štiglicu učitali, da je preveč prostorsko nedoločen, pa še malih je zmotila tudi ta, še v tistih častih malo preveč specifistična nota, tako da na začetku, mislim, od takrat, ko je film prišel ven, ni bil lih najbolj dobro sprejet, ne, čeprav je potem potoval v Cannes in John Kitzmiller dobil zlato palmo, no, tako da, ja. No, morda nas pa kakšna zlata palma še čaka od njegovih potomcev, sicer pa zdajle bomo na kratko skočili v oglase, potem pa se vrnemo in se bova po razstavi tudi še na kratko sprehodili. Ostanite z nami, da vidite še kaj drugega kot tole platno, na katerem ste lahko za sedaj videli odlomke tukaj v Muzeju Slovenske kinoteke.
Lepo pozdravljeni nazaj v Muzeju Slovenske kinoteke, kjer se Špelo Čižman sprehajava po razstavi ob 100-letnici Franceta Štiglica, ob 100-letnici njegovega rojstva oziroma kakšno leto kasneje, kot smo ugotovili malce prej. Zdaj se bova po razstavi tudi sprehodili in to začenši tukaj z izletom v Cannes, kaj ne? Ja, izletom. V bistvu je bilo to potovanje na filmski festival v Cannes in to že leta 1949 s filmom Na svoji zemlji. To je potovala neka taka manjša skupina ekipe. V filmskem arhivu Slovenije je ohranjen posnetek tega potovanja. Snemal ga je Ivan Marinček in to je bilo v bistvu takrat leta 1949 velik dosežek za slovensko oziroma tudi jugoslovansko kinematografijo, da se Jugoslavija pač predstavlja na filmskem festivalu v Cannesu. Štiglic je iz tega festivala pisal tudi poročilo za slovenski poročevalec in je ohranjeno tamle in razstavljeno tudi v vitrini, lahko pa pogledamo. Se pravi to, kako je Zahod sprejel film, to je oziroma sploh celo ekipo, ker to je bil čas po Inform biroju in je bila sploh Jugoslavija tako malo zanimiva oziroma malo eksotična, sploh mogoče malo bolj za zahodno publiko, tako da in potem Štiglic piše te vtise, kako je bil sprejet film, kako jih je fasciniral ta prizor streljanja talcev, da je to nekako najbolj navdušilo, tako da tale filmski posnetek potovanja je pa tak zelo zanimiv dokument časa, pač kako se je ena taka ekipa male kinematografije, to je bil za njih tak cel dosežek, da so pač šli takrat v Cannes, tako da. Kdo je pa pravzaprav potem snemal ta dokumentarni film? Ja, večinoma Ivan Marinček, čeprav pol so se v nekem momentu tudi malo menili, zaradi tega, ker je na nekih delih tudi Ivan Marinček na sliki, tako da so po mojem malo kombinirali, ampak večinoma pa Ivan Marinček, no, tako. Tako da tukaj so si kar prvošli tak prijeten oddih. So bili dolgo časa tam? To ne vem, zdaj točno nekaj dni, ampak ja, je bilo vse to. Z vlakom so potovali, no, tako da to je že kar nekaj tudi trajalo, no, tako, takrat leta 1949. Tako da. No, pa da ne bomo pogledali celega filma, mogoče preskočiva še sem malce v vitrine. Kar nekaj imate tudi tega materiala, ki je torej dejansko pisno gradivo oziroma ne samo vidno gradivo. Ja, moram povedati, da razstavljeno gradivo je večinoma del zapuščine, ki jo je France Štiglic zapustil v poroki Slovenski kinoteki. Dopolnili smo, kjer je bila res super, zelo zgledno ohranjena ta dokumentacija, po vseh filmih posebej, tako da je zelo veliko gradiva iz te zapuščine. Potem smo pa občasno dopolnili to s kakšnim gradivom, ki smo ga pa že hranili v naši zbirki, plakati, fotografije, medtem ko tole videogradivo je pa večinoma iz Slovenskega filmskega arhiva oziroma posnetki sneman pa iz RTV Slovenija. Ja, kaj pa na primer tole konkretno, kar gledava zdajle? Tole je montažni list za njegov kratki film Mladina gradi, film, ki je bil nagrajen leta 1947 na filmskem festivalu v Benetkah. Je pa zanimivost to, da je ta, se pravi, besedilo pisano na papir, ki ima zgoraj logo Emona filma. Emona film je bilo pa pred vojno filmsko podjetje za proizvodnjo filmov, ki ga je nova oblast nacionalizirala in prevzela, se pravi, prostore te produkcije, filmsko tehniko in tudi pač očitno pisarniški material. No. Tako da tole je letak recimo iz festivala v Benetkah za Mladino gradi. Mladina gradi je recimo tudi zdajle film, ki se edini kratki Štigličev, ki bo digitaliziran. Kako pa je sicer z digitalizacijo njegovih del? Ja, to se je zdaj v zadnjem času kar nekaj filmov digitalizirali, se pravi, digitaliziranje, mislim, da je bil ta prvi Na svoji zemlji, potem Dolina miru, ki je bil tudi predstavljen že v Cannesu, Tistega lepega dne, Povest o dobrih ljudeh, mislim, da mogoče se pa Najoči Peter, no, te mislim, da so zdaj digitalizirani, pa kratki film Mladina gradi, no, tako da upam pa, da se bo kratkem digitaliziral vsaj še Balado, ki je izredno pomemben njegov film, pa mogoče še kakšnega potem.
No, se sprehodiva še malce naprej ob vitrinah. Predlagam, da mogoče pogledava še tole lutko, me zanima, če se je bo kdo spomnil. Ja, to je pa lutka, ki nam jo je zelo prijazno za razstavo posodil Tugo Štiglic, se pravi sin Franceta. Lutka iz filma Dolina miru, kar je tudi vidno iz fotografije v ozadju, to je tam, ko se oni zatečejo v tisto hišo in potem Jim naredi lutko iz ene noge, mislim, da je mize, glavno za enega pohištva, tako improvizirano lutko, ki jo Tugo še vedno hrani doma in je pač zdajle na posodo tukaj le pri nas in na ogled. No. Ja, dobro jo je ohranil. Ja, malo že kaže sicer tele sledi časa, ampak vseeno malo je sam lase izgubila, no, drugače pa je taka, kot je bila. Tako da tukaj mogoče lahko pogledamo malo, kaj je zanimivo, ki je bil, se pravi, leta 1957 Dolina miru v Cannesu se predstavil, kjer je John Kitzmiller dobil zlato palmo za moško vlogo, nekaj tega promocijskega gradiva in pa potem tudi spet poročilo Štiglica. Festival v Cannesu je podelil nagrade in potem on opisuje, kakšno je bilo to presenečenje za njihovo ekipo, ker so zvedeli, da je John Kitzmiller dobil nagrado in potem tudi tako ful fino piše, no, kako so in potem in mi smo bili srečni, ker so podelili vse te nagrade, no, tako da ta poročila je skozi pisal za slovenski poročevalec, tako da je tudi iz tega smo neke podatke tudi dobili, ker recimo on je potem po temu udeležbi na festivalu 57 pol leta bival v Parizu, kjer se je potem še izobraževal, bil tudi na tečaju televizijske režije, ful redno hodil v kinoteko, v gledališča, obiskoval študije, se srečaval z režiserji, z drugimi Slovenci, ki so bivali v Parizu in pač o temu tudi pol vse poročila pošiljal, no, tako da je imel res en tak in hkrati vzporedno ustvarjal že, se dopisoval za film Viza zla, ki jo je potem posnel v Makedoniji, ki se je vrnil iz Pariza, ne. Koliko filmov pa je skupno ustvaril? 15 celovečernih, od tega so 3 nastali v drugih republikah jugoslovanskih, 2 sta za Vardar film, za Makedonijo, se pravi Ovčja noč pa Viza zla, in pa 9. krog za Jadran film, za Hrvaško. Tako da 9. krog je tudi eden njegovih zelo pomembnih filmov, ki je bil potem v končni fazi eden, se pravi v nominaciji za nominiran za tujezičnega Oskarja, ki ga pol vse ni dobil, ampak vse je to zelo velik dosežek bil takrat, mislim, za slovensko in tudi jugoslovansko kinematografijo, no. Tako da ja, 9. kroga imamo tukaj tudi take zanimive se pravi dokumente ohranjene, tam je en prizor, ki je tudi se pravi se odvija v tej projekciji, se odvija na snegu, na enem dvorišču, kjer se glavna protagonista kepata in oni so mogli ta sneg ustvariti, ne, tako da tukaj imamo poskusne fotografije, ki so probavali, kako deluje, če ta sneg naredijo s sladkorjem in na koncu so potem res uporabili sladkor za, se pravi, podobitev snega, tako da to je delovalo, kadar je bil ta sladkor na tleh, pol se pa v nekem trenutku ona dva kepata, ne, pa tista kepa potem sladkorja več ne deluje toliko, no, tako da je potem sam kot tis na drevesu, tako da to enkrat smo imeli pogovor z Ivanom Marinčkom, njegovim direktorjem fotografije, no, s katerim je zelo pogosto sodeloval, pa je opisoval, ja, kako so reševali te zagate, no, tako da ja, tukaj smo pol so ohranjene bile v njegovi zapuščini te fotografije, tako da. Vidimo pa tukaj tudi njegova očala, pogosto ima na sebi sončna očala sicer? Ja, ne, Štiglic je imel očala, tako da ta so bila očala ohranjena v zapuščini, pa se nam je zdel tak zanimiv predmet za uvrstiti na razstavo, pa smo jih dali. No, zdajle počasi nam bo malce zmanjkalo časa, zato mogoče kar povabiva naše goste na naslednje javno vodstvo. Kdaj bo to? Naslednje javno vodstvo je to nedeljo, se pravi, kjerega smo to 23.
23. ob 11. uri in tokrat vodstvo ima Andrej Šprah, naš sodelavec, potem naslednje je pa 30. maja pa kolega Jurij Bobič vodi, tako da lepo vabljeni na vodstvo ali pa tudi samo na ogled razstave od 10. do 18. tako kot vsi muzeji smo odprti, ponedeljek smo pa zaprti. Se je treba prej kaj prijaviti? Ne, za sam ogled ne, za vodstva je pa zaželeno oziroma nujno, no, da se prijavijo, tako da čeprav zdaj se ta pravila spreminjajo, ampak vseeno prijava za vodstva je pa fino, da se prijavijo. No, toliko iz Slovenske kinoteke, kamor se seveda toplo vabljeni, priporočajo, da si za razstavo vzamete vsaj kakšno uro, kar je kar nekaj materiala in tudi najmanj 1 uro, ker je kar nekaj materiala in marsikaj za pogledati in tudi za prebrati. Jaz se pa za danes iz Slovenske kinoteke poslavljam, po oglasih se vračamo nazaj v studio Figovec.